Dober dan, dragi moji, dobrodošli na kanalu Planet ljubezni. Danes bom govorila, za nalašč nisem dala naslova sreča, ampak bom dala naslov, zakaj smo nesrečni. Zakaj smo nesrečni? Zaradi našega fokusa. Kam usmerjamo naš fokus, kam usmerjamo naše misli, kam usmerjamo naš pogled. To pomeni fokusa. In če zdaj spogledate v svoje življenje, na katerih področjih ste nesrečni, ves čas usmerjate svoj fokus v to, kar nimate. Če pa mi začnemo preusmerjati naš pogled, preusmerjati naš fokus v to, kar imamo, se lahko celotno naše življenje popolnoma spremeni. Zdaj boste rekli, mogoče nekateri, ja pa jaz nimam nič, zakaj bi lahko dal fokus, da bi mi pokazalo obilje. Samo ne vidite. Mogoče imate zdravega otroka ali pa imate otroka. A veste, kako obilje je to? Koliko ljudi na tem svetu ne more imeti otroka, vi ga pa imate. In celo zdrav je še. To je največje obilje. A imate vodo? To je obilje. A veste, koliko ljudi po svetu nima vode? In kaj nam dela naš fokus? Nam znižuje ali pa zvišuje našo vibracijo. In če mi pogledamo in najdemo samo eno obilje, ki ga trenutno imamo, in damo fokus samo na eno obilje, ki ga živimo, ki ga imamo trenutno v tem življenju, se naše življenje popolnoma spremeni. Zakaj? Ker z našim fokusom dosežemo stanje hvaležnosti. Hvaležnost je pa najvišje Bogu, najvišje v bistvu temu, kar želimo tu na zemlji živeti. Če gremo zdaj v herce, je sreča nekje 500-600 hercev, hvaležnost je okoli 900 hercev. 1000 hercev na vibracijski lestvici, če jo kdo želi, naj mi piše v komentar od spodaj, da želi vibracijsko lestvico, oziroma naj na Planet ljubezni @gmail napiše, mu za darilo poklonim vibracijsko lestvico, da boste vedeli, o čem govorim. 1000 hercev ima pa že v bistvu miselnost oziroma zavest Boga, bom temu tako rekla. 900 hercev pa hvaležnost. In ko smo mi za eno stvar v našem življenju hvaležni in verjamem, da jo lahko vsak izmed nas poišče in samo da fokus, pogled, misli usmeri na tisto eno stvar, jaz vam obljubim, da vam bo na vseh področjih uspel. Ker kaj se bo začelo dogajati? Dvignili boste svojo vibracijo na 900 hercev s hvaležnostjo. In vse ostale stvari, za katere mislite, da jih zdaj nimate, bojo avtomatsko rasle, se bojo avtomatsko večale. Tako da poiščite v svojem življenju stvari, ki jih imate, in bodite za njih hvaležni. Jaz vam iz srca predlagam, da začnete pisati, da greste nekam, si kupite en zvezek, če nimate denarja ali kakorkoli, vzemite en zvezek doma, list papirja, prosite nekoga, naj vam da en noteseno knjigico in začnite vsak dan pisati svoje hvaležnosti. Vsak dan. Tako sem v prejšnjih videih govorila, a spite pod mostom, a ste lačni, a ste žejni, a ste bosi. Niste. Verjamem, da nihče od vas, ko gleda tale kanal, ni. Se pravi, imate biti za kaj hvaležni. In hvaležnost je najvišja stopnja zavesti, da nekaj cenimo, da smo hvaležni za to. Se pravi, vsak večer, ko se v posteljo uležete, kako sem hvaležen, da imam posteljo, kako sem hvaležna, da imam pregrinjalo, da se z nečim lahko pokrijem, kako sem hvaležna, da imam blazino, polšter, na katerem spim, kako sem hvaležna, da je topel prostor, kako sem hvaležna, da imam vodo, da se lahko stuširam. Ljudje moji dragi, to ni samoumevno. Stvari se nam preveč samoumevno zdijo. Niso samoumevne. Ni samoumevne, da jaz vidim, da vi mene vidite. Tisti, ko me trenutno gledate, imate elektriko, imate internet, imate telefone, imate računalnike, imate neke naročnine, se pravi, imate denar, da lahko to sploh gledate. A veste, koliko ste lahko za to hvaležni? Po drugi strani pa jamramo, česa nimamo. Če bomo gledali to, kar nimamo, usmerjamo naš fokus v to, kar ne želimo.
In jaz vedno rečem, vesolje je fotokopirni stroj, da nam točno to, kar mi prosimo, točno to nam da, kakršne so naše misli, točno to nam da, kak je naš fokus. Usmerjamo naš fokus v to, kar imamo, naučimo se. Hvaležnost je veščina, ki se jo da naučiti. Vedno pa stremimo k temu, kot smo že povedali, do občutka, se pravi, da čutimo. Zaprite oči, umirite se. Mir je naše naravno stanje. Umirite se in poglejte, kaj vse imate, kaj že živite. Imate oblačila, imate, ne vem, zdravo telo. Pa tudi, če je bolano telo, tudi, če imate v tem trenutku kakršnokoli bolezen. Če boste dali fokus na bolezen, bo bolezen še vedno samo rasla. Se bo razvijala, ker vi tja usmirjate svojo energijo, svoje misli, svojo vibracijo, svoj fokus, svojo energijo. In to je logična posledica, da to raste. Tudi če ste bolni, tudi če ste brez denarja, dajte fokus na to, kaj pa imate. Poglejte, kaj imate. Mogoče imate 2 zdravi roki, 2 zdravi nogi. Mogoče greste normalno na stranišče opraviti svojo potrebo. A veste, koliko ljudi odraslih to opravlja v planice, v bolnicah, v tem trenutku ležijo na nekem oddelku in svojo potrebo opravljajo v planice ali pa v kateter. Vi ste zdravi, jo lahko normalno opravljate. A mislite, da to ni dovolj, da bi bili najbolj srečen človek na svetu? Dovolj je. Imate mogoče svoj dom, imate streho nad glavo. Lahko ste najbolj srečen človek na svetu. Nič od zunaj, pa čist nič materialnega vas ne bo osrečilo. Zakaj ne? Res je, da smo lahko še bolj srečni, recimo, ne? Ampak prvo moramo postati srečni. Potem pa materialne stvari tudi pridejo v naše življenje. Zakaj vas ne bo osrečilo? Zato, ker je to kratkotrajna sreča. Mi pa iščemo dolgotrajen občutek sreče, ko bo trajal do konca življenja, od tega trenutka do konca življenja. In kje najdemo to srečo v sebi? Nikjer drugje jo ni. S čim jo najdemo? S hvaležnostjo za to, kar imamo ta trenutek, zdaj, v tem trenutku. In verjamem, če se boste malo poglobili v sebe, res verjamem v vas, da boste našli to obilje, zaradi katerega se lahko vsak dan 1000-krat zahvalite, da ga imate. Jaz se zahvalim, hvala za to, da imam zdrava otroka. Hvala za to, da imam dom. Hvala Bogu, da imam avto, da se lahko vozim iz ene točke na drugo. Hvala za zdravo telo. Hvala za vse obleke, ko jih imam. Hvala za denar. Hvala, da vidim zvezde, da vonjam cvetlice. A se ustavite toliko v življenju, da povohate, da povonjate, da zima drugače diši kot poletje, da pomlad drugače diši kot jesen. Von imamo, von nam je bil dan z nekim namenom. In vsak letni čas drugače diši. A se ustavite toliko v svojem življenju, da to sploh opazite. To pomeni živeti življenje s polnimi pljuči. Da opažite, kaka zgradba je snežinke, da si vzamete par trenutkov in pogledate list, njegovo barvo, njegovo sestavo, njegove žile, kako potekajo. A si vzamete par trenutkov, da recimo, ko posejete seme neke rožice, spremljate njeno rast. Zato smo prišli sem na zemljo. In treba se je umiriti, treba je najti v tej dimenziji, ki jo trenutno živimo, mir. Zdaj boste rekli, nekateri živimo v kaosu, živimo v stresu. Vse, kar je vznotraj nas, mi vidimo zunaj nas. Jaz vedno rečem, sama sem na celem svetu. Vse okoli mene je ogledalo. Kar se dogaja vznotraj mene, to vidim navzven. Moja zgodba se odvija. Če jaz vsakmu človeku vidim, da mi hoče škoditi, če bom jaz rekla, vsi moški so kreteni, vsi varajo, ali pa vse ženske, kaj bom jaz pritegnala v življenje? Točno to. Življenje je fotokopirni stroj. Da mi točno to, kar mislim in na to, kar se fokusiram. Če se bom pa jaz fokusirala na obilje, pa bom sam govorila, hvala Bogu, jaz imam 2 zdrava otroka. A veste, koliko to pomeni 2 zdrava otroka? Ki se normalno razvijata, normalno govorita, normalno hodita, normalno
tečeta, sama se lahko igrata, sama pišeta, sama rišeta. Pa to je največji blagoslov, kar ga lahko v življenju človek ima. Ampak ko boste pogledali, kaj vse imate, tisti, ki mi pišete, da ste nesrečni, boste videli, da ste brez veze nesrečni. Brez veze. Vi se samo mogoče primerjate z nekom, ko ima mogoče, ne vem, boljši avto, ali pa živi v hiši, vi pa živite v enosobnem stanovanju. Ali pa se mogoče primerjate s tistimi, ne vem, ko hodijo na ne vem kakva potovanja. Naučite se kreirati. Tudi vi lahko greste na bilo kakvo potovanje, če želite. Pejte v akcijo. V enem filmu smo govorili, o enem videu smo govorili o metodi MOAR. Misel, občutek, akcija, rezultat. Pejte v turistično agencijo, poglejte si destinacijo, kjer bi radi šli, poglejte si, koliko bi to stalo, kakšna je vrednost tega potovanja. Potujte v vaši domišljiji na tiste otoke, pogovarjajte se s tistimi ljudmi, ki tam živijo, jejte njihovi hrano v vizualizacijo, v mislih, poglejte si čim več filmčkov iz tistega kraja in slej ko prej se vam bo uresničilo. Slej ko prej. Ne devati fokusa na to, kar nimate. Ker ko bi vi vedeli, koliko imate in za koliko stvari ste lahko hvaležni, meni, ko sem to ugotovila, je bilo neroden. Jaz, čeprav je to tudi program, da nam je neroden, je sistem. Ampak sem nekaj, mislim, jaz pa res brez veze sem žalostna, brez veze kar neki tuhtam, kaj nimam, da nimam denarja, da nimam partnerja, da sem osamljena, da sem nesrečna. Brez veze. Zakaj? Ker sem pozabila pogledati, kaj pa imam. In to me je naredilo najbolj srečnega človeka na svetu, da sem pogledala, kaj imam ta trenutek, za kar sem lahko hvaležna. In to vas dela srečne. In to vam preusmeri fokus v željeno življenje. Ne gledati tistega, kar nimate. Vedno boste lahko najdli. Tudi, ko boste imeli milijone, pa tudi, ko boste imeli, ne vem, jadrnice, pa barke, pa jahte, pa partnerje sanjske, tudi takrat lahko še vedno najdete nekaj, kar nimate. In če se še s komerkoli primerjate, čeprav primerjanje res odsvetujem, se primerjate s tistim, ko imajo manj, da boste lahko videli, kaj imate. En na drugem koncu sveta, ali pa v Sloveniji, prosi vsak dan Boga, moli, da bi imel topel obrok, da bi imel zdravega otroka, ali da bi lahko ženska zanosila, moli vsak dan. Vi ste pa vsak dan nesrečni. Kdo vas dela nesrečnega? Sami sebe delate nesrečnega. Noben drug vas ne dela nesrečnega. Nihče drug, kot vi sami sebe. In tako sem rekla, ne bom rekla in ne bom, želim si, da drugače govorim kot drugi. Sreča je izbira. Kar naprej poslušamo, sreča je izbira, sreča je izbira, sreča je izbira. Ne, ni izbira, sreča je v nas. Spomniti se je treba biti srečen. Ne, sreča je izbira, se pravi, jaz sem nesrečen, zdaj si bom pa kupila srečo. Ne, sreča je v meni, vse je v nas. Pozabila sem biti srečna. Zdaj se moram pa spomniti, kako biti srečna. In ena izmed zelo luštnih metod do tega, da se boste spomnili biti srečni, je hvaležnost. Tudi hvaležnost je že v vas. Sam ste jo pozabili. In jo je treba začeti vaditi, da pridemo do občutka. Vam bom povedala primer. Ko sem jaz na začetku, recimo, te osebnostne rasti začela vaditi hvaležnost. Vsak dan sem pisala hvaležnost. A veste, kaj jaz rečem na svojih coachingih? Zdaj pa napiš vse tist, za kar si hvaležen in kar ne boš napisal v 1 minuti. Vse to bo zginilo iz tvojega življenja. A veste, kako pišejo? Ali pa rečem, napiši 3000 hvaležnosti. Vzemite si čas, pa napišite 3000 stvari, za kere ste lahko hvaležni. Pa boste videli, da nimate biti za kaj nesrečni. A vidite modro nebo, a vidite bele oblake, a vidite sivo nebo, a vidite zeleno drevje, a vidite bele snežinke, a vidite oranžne liste, rdeče liste. A veste, koliko ljudi na svetu ne vidi? To je že ena, da ste lahko najbolj srečen človek na svetu, da imate normalen vid. In je čist brez pomena, da se fokusiramo na to, kar nimamo. Ker vedno imamo nekaj,
za kar smo lahko hvaležni in kar nas dela srečne. In ko boste dali fokus samo na tisto eno obilje najte, ali je to topla voda, ali je to, ne vem. Jaz sem se naučila biti hvaležna in ko sem šla en dan v hribe, se ustavim na eni razgledni točki in meni se solze ulijejo in gledam, kaj zdaj jočem, kaj se to dogaja. Vsak dan se tu ustavim. Zakaj kaj jočem? Iz hvaležnosti. In se mi je prvič v življenju to zgodilo, da sem dobesedno jokala, da imam 2 zdravi nogi, da sem lahko v hrib prišla, da imam zdrave oči, da lahko vidim drevje, da lahko vidim gore, da lahko vidim hiše, da lahko vidim različne barve streh, da imam sluh da sem lahko ptičke poslušala, da sem lahko veter poslušala, da imam kožo, vse normalno, da lahko čutim dež, da lahko slišim dež, da lahko vidim dež. To so obilja, zaradi katerih je treba biti hvaležen. Nekateri ljudje tega ne opazijo in zato so nesrečni. In bojo ves čas nesrečni. Ker to rečejo, to so majhne stvari, to so največje stvari in največji blagoslovi so to. Največji. Dobena hiša, pa doben ne vem kak partner, pa ne vem kak otrok z zlatimi diplomami, vam ne bo prinesel take sreče, pa takega občutka hvaležnosti, kot recimo en zavesten objem otroka. Ali pa to, da si lahko jaz grem, poskušamo piti izvirsko vodo, ne to vodo iz pipe, zdaj vsega Boga prihaja, koliko je zastrupljena, pa to pa se nam zdaj v to spuščala. Da lahko primeš kozarec, da ga lahko dvigneš, da ti ni treba v nekem invalidskem vozičku ga piti po slamci, pa da mora en za tebe skrbeti, da lahko to sam narediš. Pa bodite zavestno enkrat pite vodo, pa usmerite pogled v tisto vodo, pa naredite tisti požirek, pa ga čutite, kako vam gre po ustni votlini, pa čez grlo dol. In vsak trenutek si lahko vodo natočite. Veste, koliko otrok, koliko odraslih vsak dan umre, zato ker nimajo vode, ker nimajo hrane. In zato vam vedno rečem, spite pod mostom, ste bosi, ste žejni, pa ste lačni. Če je odgovor ne, ste lahko najbolj srečen človek na svetu. Najbolj srečen človek. Pa še ti človek, ko spi pod mostom, lahko vseeno najde eno obilje, ki ga živi. Tako da, današnje sporočilo je, spomnite se biti srečni in spomnite se biti hvaležni. Vse je v vas. Rada vas imam. Tole, da še ne pozabim. Če bi kdo rad, kdaj bil zraven v studiu, pa kak video zraven mene posnel, recimo, da tamle sedi lepo na sedežni, dobi kavico, piškotke, čokoladice, ste zelo dobrodošli in ste vabljeni, da malo vidite, kako to poteka, da se malo skupaj nasmejimo, v glavnem me lahko tudi tukaj kaj vprašate. Tako da, če ima mogoče kdo tako željo, sem začutila, da je lahko tudi z menoj, pa se osebno spoznamo. Rada vas imam, naučite se biti hvaležni. Bom rekla, hvaležnost je najljubša čednost. Čau, čau.